Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave, prideš na kraj, ki odseva nebesa, Jeruzalem. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot smo že najavili, je naša današnja gostja Urška Mavčič. Gotovo je ni potrebno posebej predstavljati, je dolgoletna novinarka na našem domačem radiju, Radio Prlek, ki jo je potem pot odnesla s trebuhom za kruhom v Ljubljano. Ja, to je dobro vprašanje. Kaj je bila tista končna odločitev, torej, da se dekle, ženska odpravi v Ljubljano, zapusti vse doma in gre? Zdravo, Urška. Zdravo, spakiraš in greš, ne? Ja, odločitev je bila kar presenetljiva tako za vse nas, predvsem tvoje kolege. Ja, v bistvu ni prišla iz danes na jutri, jaz sem si enostavno sama pri sebi rekla tako. Do novega leta si želim redne zaposlitve, kjerkoli tukaj. Seveda bi je bila najbolj vesela na radiju, ampak pač ni šlo in sem si rekla, če ne bo šlo do konca leta, torej do novega leta, bom poiskala kaj drugega. In to sem dejansko storila. Torej, postavila sem si rok, do katerega sem rekla, če do takrat ne najdem nič, pa pač morda mi pa ni tukaj usojeno tako, kot sem mislila. Ne? In potem sem res šla s trebuhom za kruhom. Trebuha še nimam najbolj, tako da kruha pa je dovolj. Ja, lepo je, lepo. No, pravzaprav takšne odločitve so kar drastične, ne? Zapustiš okolje, zapustiš delo v bistvu, ki ga imaš rada, ne? Ki si ga imela rada, zapustiš vse svoje domače, končno tudi nas, kolege, ne? Je bilo verjetno malo tesnobe? Zelo veliko. Moram reči, da je bil prejšnji december, ko sem se soočala s to odločitvijo iti ali ne iti, ko sem zapuščala svoje delovno mesto že počasi in tako naprej. To pravzaprav res doživljaš eno notranjo stisko veliko. Navzven seveda tega ne kažeš in takrat o tem ne govoriš, kajti bilo bi verjetno še težje oditi, ne? Ampak potem, če pogledaš tako nazaj, ne, pa vidiš, da v bistvu si v enem takšnem šoku in ta december, na primer, zame ni bil nič kaj prazničen, ne. In kljub veselju ob novi službi, ne, je žalost ob dejstvu odhoda tako veliko, da niti se ne veseliš tako zelo, kot bi se sicer lahko, ne. Oziroma moral skoraj. Ja, iz Radia Prlek, torej iz novinarskih vod direkt v Državni zbor. Pravzaprav je to stopnička, ne, ki jo je težko preskočiti. Kako je to vse skupaj potekalo? Bil je najbrž razpis, kakšne so tvoje naloge v Državnem zboru? Ja, bilo je, ne spomnim se točno datuma, ampak bil je en ponedeljek, ko so me poklicali, če bi v sredo prišla. Jaz sem poslala takrat življenjepis in vse to. Pa pravim, pa grem. In rečem, mama, pridi z mano v Ljubljano, ne. Greva tako, praznično, ne, na izlet. Ne. Nisi povedala torej kam? Bila sem prepričana, da me ne bodo vzeli, kaj bodo pa oni za eno Urško iz Ormoža, tako si sam pri sebi misliš, ne, oni imajo dovolj svojega kadra kandidatov iz Ljubljane in nimaš velikih pričakovanj, ne. Morda je to iz tega vidika, da si potem manj razočaran bolje, ne, ali pa tudi ne. Pa tudi potrudiš se veliko bolj, ne. In sem rekla, glej, bom poskusila pa da vidimo, ne. In potem pridem iz razgovora, pa pravim, mama, mislim, da ne bojo to oni mene vzeli, ne. V petek zjutraj me kličejo, da niso hoteli čakati in potem se ustavi, tako me je poklicala, pa sem mislila, niso hoteli čakati, pač, da bi mi povedali, da me niso vzeli nekako. No, in čim prej želijo, da pridem, ne. In tako se je potem vse skupaj začelo, ne. In imela sem potem
od tistega dne potem naprej čas, da sem seznanila s tem svoje kolege, svoje domače, pripravila vse potrebno in šla. In torej, kaj počneš? Počnem pa, v bistvu prejle sem bila v vlogi novinarke, sedaj pa sem v vlogi predstavnice za odnose z javnostmi. To pomeni, da še vedno komuniciram z novinarji, kar mi je zelo lepo, sicer s temi, ki spremljajo na državni ravni notranjo politiko večinoma. Tako da sedaj sem jaz, naprimer, tista vez, za njimi, tako da, ko so kakšne izjave ali kaj podobnega, smo potem v stiku, da se dogovorimo za kraj, uro, če so kakšna gostovanja v oddajah. Potem so to pisanje sporočil za javnost, vse možno je, spremljanje sej, ki se lahko včasih še daljše kot Ormožu, ja. Tako odborov tudi, tam pred sejo zasedajo na polno številna delovna telesa in vse to moraš spremljati, zato da, kajti dejstvo pa je, da moraš biti z vsem dogajanjem na tekočem popolnoma, kajti če je treba kaj hitro skomunicirati in je potem treba dati informacijo v javnost, moraš biti sposoben napisati sam od sebe, Seveda potem ti na tabo še to pogledajo, potrdijo, ampak to mora biti do te mere pripravljeni, da oni samo rečejo ok, ali pa to še dodaj in gre naprej, V bistvu gre za to, da mora biti informacija čim bolj ažurna, da mora čim prej iti, v javnost. Ni nujno. A ni nujno? Odvisno, kakšna je želja. Tako da včasih morda tisto, kaj je nujno, da gre takoj ven, včasih pa morda kakšna informacija potrebuje še kakšno dodatno informacijo iz kakšnega ministrstva, pa bolje, da potem najprej vse preveriš in potem pošlješ informacijo ven, kajti najbolj nesmiselno bi bilo kakšne nepreverjene informacije dajati ven. Tako da se res potem informiraš, vprašaš tam kolege, da ti povejo, kajti ti prideš sredi leta v službo, nekateri zakoni so v obravnavi, nekateri so sprejeti in tako naprej, nekateri se vlagajo morda, in da potem vidiš, kako daleč je zadeva, in tisti, ki so tam, ti že vedo razložiti potem lažje. Ampak politika, se mi zdi, je tebi vedno kar dobro ležala, tako vem, da si s toliko energije, zavzetosti, tudi natančnosti, pedantnosti, spremljala tudi ormoške seje. To pa res, bolj se otepam, bolj se znajdem nekje, sicer ne v politiki, ampak v njeni bližini, recimo, tako. In vedno sem govorila, politika ni zame, ampak vedno pa se potem pridem do te, ja, res je, do tega koraka, da pa spet spremljam politiko, in moram reči, da očitno mi je pa usojena, sva si pa usojeni, čeprav morda, No, v bistvu delaš novinarski posel, če lahko prav razumem vse skupaj. V bistvu ne. Verjetno ne, torej ne. Kaj ti, naprimer, prej kot novinar sprašuješ, sedaj pa jaz odgovarjam. Torej, za stike z javnostjo. Tako, stike z javnostjo. Na nek način odgovarjam, čeprav seveda poslanci so tisti, ki potem sami oblikujejo svoje odgovore, ampak pripraviš zadeve tako daleč, kaj ti tukaj ne govorimo o 5 različnih temah, ampak morda o 50 različnih temah. Dobro, tisti trenutek so aktualne 3-4 teme, ampak razumljivo je, da vsak poslanec ne mora biti za vsem na tekočem. Ti pa si tisti, ki moraš mu vedeti potem pripraviti tako, da torej, če prav razumem, zastopaš oziroma si za stike z javnostjo z določenim poslancem. Ja, z določenimi poslanci, ja. Tako da veš torej točno za koga. Ja, tako ne za vsemi, to bi bilo pa preveč. Drugače pa ima Državni zbor še službo za odnose z javnostjo, na katero pa se novinarji obračajo tako za splošne zadeve, in pa tudi velikokrat za predsednika Državnega zbora. No, zanima me, recimo, kaj je bila tvoja prva naloga, takšna? Ko si začela delati, ko si prišla v službo tisti prvi dan. Takrat je bila zelo aktualna ta zadeva z vojsko, tako da smo to veliko komunicirali in moja prva naloga je bila pravzaprav to, da čim več beri zakone, beri
vse, preberi vse, kajti tam v državnem zboru so zaposleni tudi strokovni sodelavci, ki pripravljajo tako imenovane opomnike. In ti opomniki so narejeni zares vrhunsko, kar pomeni, da v tistem opomniku najdeš na določeno temo čisto vse. In so mi rekli, beri, kajti drugače enostavno ne gre kot to, da vztrajaš in bereš. No in potem, vem, z vojsko je bilo takrat zelo aktualno. Najbolj pa se iz svojih začetkov spomnim dne, ko mi rečejo, pojdi na tiskovno konferenco vlade. In potem, v bistvu predsednika vlade. In grem jaz, Marjan Šarec je bil še takrat predsednik, pa tam ogromno novinarjev, ne, grem jaz tja, ne. Poslušamo, on začne naštevati, nekaj vse dosegel in potem ne najavi svoj odstop. Ne. In kot si tisti dan mi je bil najbolj šokanten, sem si mislila, glej, zdaj to komaj si prišla, predsednik vlade odstopil. Ne. Tako da, tisti dan mi je mogoče ostal nekako najbolj v spominu. Ne. Ampak tako je, ne. Tako je, to je politika. Ne. No, zdi se mi, da je torej, mislim, vse to, kar lahko si samo zamišljam, ne. Težko je karkoli. Te povabim, da enkrat prideš pogledati. No, dobro, vse smo bili, ne, ampak recimo Vseeno, ja. ta posel se človek ne spušča, če pride od zunaj. Imaš kaj treme tam med temi politiki? Nikoli. Najlepše od vsega mi je to, da sem od prvega dne obravnavana kot enaka njim. Da me spoštujejo, cenijo moje znanje, da nikoli nisem bila obravnavana kot manj vredna ali kot tista ta nova, ki nima pojma, kaj se dogaja, na primer, ne. In to je nekaj, in enostavno pred temi ljudmi, prav zaradi tega njihovega odnosa do tebe, nimaš potem treme. Nihče se ne čuti kot nekaj več. Čeprav so več od tebe, na primer, ampak enostavno te obravnavajo kot sebi enakega, ne? In zato dejansko pred nikomer nimam treme, sem pa vedno spoštljiva, to je pa res, ja. Pomeni to, da ti ni žal, da si odšla? Ne, ni mi žal, da sem odšla. Vidim eno solzico. Ne, kar se tiče dela, sodelavcev in vsega tega, je v Ljubljani odlično, ne, ampak je pa to vseeno, ne, si odrezan od doma in hudo ti je za ta čas, ki ga izgubiš tudi na poti v končni fazi, ne. Ampak vsak večer pridem domov in lahko pocartam svojo psičko. In to mi je najlepše. Voziš se torej vsak dan, to se zdi tudi naporno. Bi se reklo temu morda eksperimentalno, kako dolgo bom zdržal. Ja, zaenkrat se vozim, pa mislim, da bo tako tudi ostalo. Nisem, veš, odkrito rečeno, vseeno, čeprav se tam izvrstno počutim, res, ampak nisem človek za Ljubljano. Evo. Morda bi bila kdaj, morda kdaj bom. Ne bom rekla, da nikoli ne bom odšla, ampak vseeno se mi je lepo vrniti v domače okolje, tukaj videti te znane stare obraze, se srečati z ljudmi, čeprav seveda čez teden je to malce manj izvedljivo, ne, kajti pa tudi gre na sejo. Ob večeri sem doma, ne, če ni seje. Vse kar veliko ljudi, ne, je takšnih, ki torej vsak dan potujejo. Dnevni migranti. Ja, dnevni migranti, torej, tako da se verjetno navadiš. Navadiš se, pravzaprav, tako sem pred dnevi dejala svoji prijateljici, da včasih mi je določeno razdaljo pomenila vožnja v Maribor. No, sedaj mi isto pomeni to, kot sem se včasih v Maribor prijela, da se peljem v Ljubljano. Sem si mislil včasih, pred enim letom v Ljubljano, to je celi projekt. Cel dan ti gre, kje bomo jedli, sendviče za na pot, kje se bomo ustavili. Saj veš, sedaj je to pač, gremo. Imaš kaj tam novih prijateljev, razen sodelavcev? Imam nekaj novih prijateljev, sicer ne tesnih, ampak tako, znancev, ljudi, ki jih lahko pokličem, če ostanem brez prevoza, pa če se mi karkoli zgodi. Vsekakor, ja. Moram reči, da nimam ene slabe izkušnje s tem, da bi spoznala koga negativnega. Pa naj si bodo to politiki, katerikoli, vsi izredno prijazni, ustrežljivi,
komunikativni. Res, ljudje so super. No. Kolikor imam jaz izkušnjo. Janeza Janšo si že srečala? Ja, enkrat, ko sem šla na stranišče, se spomnim, da sem ga srečala. Ne, ampak res, pač po hodniku greš, nič takšnega. Ne. Ja, in mi je bilo, takrat mi je pa bilo malo nerodno, ne, ker je to bilo čisto na začetku. Ne. Tako da to drugače pa ga vidim vsake toliko časa, tako ne na blizu, na daleč. Kako pa zdržiš na tistih maratonskih sejah? Posebej sedaj v tem času. Obujem posebne športne copate. Ja, stojiš? Ne, sedim. To je bilo tako v šali. Zdržiš, kako zdržiš? Moraš zdržati. Niti se ne vprašam, kako bom zdržala. Če bodo poslanci zdržali, bom pa še jaz tudi. Ne? Tako da enostavno zdržiš. Koliko vas recimo tako teh novinarjev, teh torej za stike z javnostjo spremlja eno tako sejo? Ogromno. Od novinarjev sedaj, veš, tako je bilo sedaj v času korone, so novinarji večinoma nadaljavo spremljali se. Ponavadi v začetku so bili tam po tem državnem zboru, pa jih je bilo tam od 10 tudi do 40 novinarjev se je vedelo zbrati ob imenovanju predsednika vlade, predsednika državnega zbora, naprimer, ne, takrat, ko so ti res, takrat je ogromno novinarjev, takrat so tudi malce drugačni ukrepi znotraj državnega zbora, ne, ker ti tam nosiš kartico in potem čez čas jo imaš samo še v žepu, ne, ker te poznajo, ne. Ampak ob takšnih dogodkih, naprimer, je pa strogo, da imaš obešeno kartico okrog, da se vidi, ne, da si pač tam zaposlen. Ne. Pa tudi ogromno zaposlenih. Ne. Mislim, da kakšnih 50 zaposlenih gotovo spremlja vsako sejo. Ne. Je pa res, da so naprimer določeni zaposleni za določena področja. Ne, tako da. Kako pa ste preživeli ta korona čas, nesrečni, je bilo veliko teh nekih panike, no, morda, da se tako izrazim? Jaz panike tam nisem doživljala, niti je nisem čutila. Moram reči, da so se vsi lotili tega zelo tako racionalno, ne? Kaj je treba sedaj narediti, kako bomo to naredili, ne vem, kako bodo to ljudje sprejeli, komu je še treba pomagati, kdo je še izpuščen in tako naprej. Delo je potekalo na različne načine, veliko smo bili tudi v Ljubljani, tako da takrat smo lahko parkirali zastojno v Ljubljani, ne, je bilo fino. Drugače pa smo imeli tudi kakšen dan, dva, dela od doma. To je pomenilo, da si se zjutraj vstal, prižgal računalnik, se povezal v sistem državnega zbora in delal od doma. Čisto normalno, kot bi delal naprimer tam. Ne. Je pa, moram priznati, je fino delati od doma. Po drugi strani je pa res, da je veliko v tistem trenutku izgubi občutek za tvoj čas. Ne? In pravzaprav tvoj delovnik ne traja 8 ur, ampak morda tudi do poznega večera. Ne? Ampak to je tako ali tako veliko, kot sem bila prej tega navajena iz novinarstva, tako sem zdaj tudi to čisto normalno sprejela, da če je seja, se ve, ne? Da dobiš klic tudi zvečer, pozno zvečer, če je tako. Ne? S plačo si zadovoljna? Saj veš, da s tem nikoli ne moreš biti zadovoljen. Dobro, to je bilo malo za šalo. Vem, da se to ne sprašuje. Dobro, po plači in po še nečem se ne sprašuje. Po številki spodnjih hlač. Mogoče. Dobro, pa greva malo nazaj na tiste čase novinarstva na domačem radiju. 12 let praviš, da si bila aktivna. Katera področja, prišli smo torej do politike, ki je torej tvoja usoda, ne, na nek način. Kaj pa si še rada pokrivala? S tem, da še vseeno nekaj oddaj pa še delaš, ne? Delam 2 oddaji, s poslanko Mojco Žnidarič delava oddajo, ker sta tam sosedi, ne, in je to ni težko posneti. Pa potem za Ljudsko univerzo Ormož imam še oddajo, tako da ti 2 oddaji pripravljam z veseljem, enkrat na mesec.
tako se mi zdi fino, da sem si to pustila, no, in da so mi dovolili, da sem si pustila, ker vseeno pa je lahko še rečem, da malo pa sem še novinarka, ne, vseeno. Drugače pa, kar se tiče teh področji, pa mogoče najbolj pogrešam vendarle snemanje oddaje Male nogice, ne. To pa ni šlo več. To pa ne gre, ni najbrž. časa, enostavno težko. Edino, če bi bili vrtci, sedaj tako ali tako ni bilo mogoče, ne, ampak ja, to pa od ponedeljka do petka ob jutrih mene žal ni tukaj, tako da enostavno ni šlo skozi, ja. Ostalo sem dala na stran. Kako pa se vidiš v budućnosti oziroma kje se vidiš? Boš ostala na tem delovnem Imaš mestu? kakšne karte ali pa kavo, da malce pogledala? Ne, smo pa imeli vedeževalko pred novim letom tukaj. Vidiš to. Takrat bi morali vprašati. Ne. Ti bom tako odgovorila. Enostavno se več ne obremenjujem s tem, kaj in kje bom čez eno leto. Ampak poskušam uživati ta trenutek, ki mi je naklonjen, izkoristiti ta čas, delati najbolje, kot vem, uživati v ljudeh, ki jih imam ob sebi in enostavno živeti, ne? Kajti se mi zdi, da je že preveliko trenutkov v življenju šlo mimo mene samo zaradi tega, ker sem se obremenjevala s tem, kaj bo, če bo in kaj, če ne bo, ne? In tako da popolnoma sem se prepustila toku življenja. Trenutno mi je tam lepo, uživam, upam, da bo še trajalo. In kaj pa bi si želela biti, pa predstavnica za stike z javnostjo Taylor Swift. To je še ena izmed tvojih želja. No, imaš v načrtu kakšen obisk koncerta? Sem imela, Ja. ampak sedaj je ta pevka odpovedala celotno turnejo, svetovno, evropsko, vse. Do konca leta ne bo imela nobenega koncerta, prihodnje leto, itak ne. Letos pa žal, pa mislim, da tudi če bi imela koncert, bi pošteno razmislila, če bom šla, ne, kajti vseeno gre za maso ljudi, korona pa je še vedno med nami, ne, čeprav epidemije več ni, ne. Še vedno pa torej jo rada poslušaš, slediš njeno kariero. Še vedno. Taylor Swift, Obožujem. no, to je ameriška pevka. Stara koliko, ne? Malo je tebi podobna, ne? 30 je stara, ja. Mlajša je torej. Ja, no. Sedaj si povedala. No, ti si 31. No, ampak si vseeno bila ne na enem izmed teh koncertov. Ja, sem bila, ja. Tisto je bilo pa res lepo doživetje. Sem bila na 2 koncertih. Na Wembleyju je bil koncert, v Londonu ogromen stadion, 100.000 ljudi na kupu, vsi v velikem pričakovanju. En dan sem imela tako karto recimo tako od polovice stadiona sem jo gledala, drugi dan pa iz prve vrste. Tako da to pa je bilo posebno doživetje, mi je pomahala, tako da je lahko sedaj pomaham nazaj. Ravno tebi je pomagala. Ja. Tako se je zdelo. Ampak potem je on, ko je bil zraven mene, rekel, veš, meni je pomaha. Kaj ti saj veš, ko pomaha z odra, ne se zdi, kot da tebi maha, ampak maha vsem, ne. Ampak ja, bilo je res spektakel, ne. To je veliki, ogromen oder na sredini stadiona. Vozijo jo po zraku, ognjemet, ogromni LED ekrani, po tleh LED ekrani. Zapestnice, ki vse v isti barvi utripajo. Vsi smo dobili zapestnice, ki so spreminjale barvo. Ampak to so delali oni računalniško in potem je bil cel stadion v določenem trenutku barva, ne vem, roza, pa v naslednjem belo in tako naprej. Tako da že v bistvu so koncerti na nek način postali več kot le petje in igranje, ne, ampak cel spektakel. Šov takšen digitalni. Ja. Bilo je res nepozabno. No, vidiš, to je tvoja značilnost, ne, vedno nekaj posebnega, tako da nas nič ne čudi, da si šla kar direkt, ne. Direkt. V Ljubljano, v državni zbor. Preko Ptuja. Ampak res, strah pa te ni, ne, ničesar te ni strah. Na koncert Taylor Swift si kar šla. Pa kar grem, kar spakiram kovčke in grem, glej, ni tukaj. Glej, moraš v življenju, kajti, tako kot sem rekla, ne, veliko preveč me je bilo strah, da bi me
moralo biti strah še naprej. Ne? Enostavno moraš uživati. Ne? Sej me je še vedno strah. Me je bilo iti strah na koncert, sami hoditi po Londonu, nišče ni hodil z mano na koncert namreč. Ampak vseeno si misliš, gled, če hočem to doživeti, bom pa šla. Pa če bo jih tistih 100 000 prišlo, bom še jaz, pa se bom že znašla. Ne? In res, in potem se znajdeš in doživiš najlepše trenutke svojega življenja in to sam. Ne? In vedno je tako, da moraš najprej na sebe pogledati, ne? In potem seveda je tukaj veliko prilagajanja, kajti vendarle si ne želiš biti sam v življenju, ne? Ampak včasih pa je treba tako ne reči. Sedaj pa je čas, da naredim nekaj zase. In to vsake toliko časa naredim. Si se torej pred službo v Državnem zboru poučevala kaj na temo samopodoba ali kaj takšnega, ne? Veliko bolj samozavestna se vračaš. Res, nič. Priznam, da nič. In morda tako delujem, ampak še vedno sem ista punca, še vedno zjutraj peljem psičko v pižami na sprehod. Ampak ob kateri uri torej? Kdaj moraš biti v Ljubljani? Čisto različno. V službi je priporočeno, da sem do 9:30, tako da če so odbori ali kaj takšnega ob 8 že, to pomeni, da sem nekaj ob 7:30 že tam. Ne? Tako da vstajam od 4. naprej zjutraj, tako lahko rečem, no? Po potrebi, ja. Gledam pa tako v povprečju, da vstajam tam okrog 5:30. To se mi zdi še tako... Sredi noči. Ja. Ob 4 mi gre na jok, ob 5:30 sem samo še žalostna, da moram stati. Ampak potem se prebudiš, vedno imam takšen, v Ljubljani imam 2 svoji najljubši kavarni in lastnik ene od teh je en gospod iz Francije, ki ima najboljšo kavo in vedno grem k njemu potem po kavo, mi naredi latte macchiato z kokosovim mlekom. Tam kupim borovničev ta rogljiček, izvrsten in potem lepo peš naprej do službe, lepo na poti to pojem, spijem in uživam v lepotah Ljubljane, kajti res je lepo mesto. Ne? Ja, če je lepo vreme. Če je lepo vreme, ja. Me je pa tudi že tako nazeblo. No, rdeča nit najnega današnjega srečanja je seveda dnevne migracije. Upam, da boš zdržala to, ker je pa naporno. Ja, je pa naporno, vsaj tisti, ki torej bolj redko gremo v Ljubljano, ampak tako kot si rekla, ne, včasih je to bil dogodek leta. Ja, da smo šli v Ljubljano. Ne. Kajti, naprimer, prejle sva govorili o Londonu. Ne. V Londonu si v 2 urah, ne, v Ljubljani v uri pa pol, ne, včasih tudi smo se že vozili po 3 ure tudi, ne, domov, ne. Ker je bila kakva prometna nesreča ali kaj podobnega, ne, tako da. Ampak enostavno zjutraj, vsako jutro na novo vdihnem in si rečem nič, pa gremo. Greš sama voziš ali se s kom pelješ? Čisto različno, ja. V januarju sem koristila tudi te prevoze, sedaj ne, v času korone, pa tudi sedaj po koroni še ne. Imam pa 2 znanca, ki se vozita redno v Ljubljano, tako da se zanima. Potem včasih si jima pridružim, če nam le ure gredo nekako skupaj. Ne. Drugače pa moram reči, da me tudi naša poslanca rada vzameta zraven. Jo tako včasih prosim, pa gremo potem skupaj. Ne, ker je fajn, že zaradi družbe. Odlično. In res se mi ima hvala. Včasih, če so seje in tako, in potem, kaj seja do 11 zvečer, nimaš več nikogar, ne, če nisi šel s svojim avtom. Ne. Ko pa grem s svojim avtom, takrat pa mi je napor 5-krat večji kot sicer. Ne. Takrat je pa res težko. Ampak je tudi treba včasih iti. Ne. Za konec pa še eno vprašanje. Dobrih pol leta, ne, si v Ljubljani, ampak se že sliši, ne, nisi več tista takšna prava prlečka. Sem. Kar se tiče govora, ima že kar lepše vokale. Ne? Ljubljanski vokali bi naj bili torej pravilna slovenščina. Veš, kako je smešno, ko kaj prleškega tam poveš. Veš, da ne razumejo na uro? 2:45 ne vejo, koliko je. Oni mislijo, da to po naše 4:45, se pravi 4:15.
To ne razumejo, recimo. Pa 3/4 naprimer, ne razumejo, koliko Kako je. pa moraš reči, torej 15 do 4. Ali pa 15 čez drugo. Živjo pa veliko uporabljam. Nekako, ko sem prišla tja, potem sem zdravo, ne? In potem sem ugotovila, da nihče ne odgovori zdravo, ampak si živja, ne? In živjo rečejo, ko pridejo in odidejo, ne? Tako da nikoli ne veš, kdaj kdo gre, pa kdaj kdo pride. Ampak potem to sem se pa res priznam. Evo, priznam. Živjo, rečem. No, so ugotovili torej, da nisi ravno, da si... So ugotovili, da nisi Ljubljančanka, da si iz Prekmurja, recimo. Ne, to pa ne. Nihče mi ni... Pa poslušaj, veliko poslancev sem že tako poznala, ne, ko sem prišla tja, ne, in so se me razveselili, bilo je lepo. Tudi, naprimer, Zmago Jelinčič je prišel do mene pa rekel, ja, me veseli, da si prišla k nam. Se mi je zdelo tako lepo, da človek se me je zapomnil, ne, in vedel je, kam me naj da, ne, veš, ko včasih v Ljubljani srečaš nekoga, pa se je, nekaj iz Prekmurja je, ne vem, ja. Ampak on je točno vedel, kdo sem, ne, in kam sem prišla, zakaj sem prišla in tako naprej, tako da mi je bilo lepo, ne, tako da veliko ljudi me je že na nek način poznalo, ne, hitro smo se spoznali, no, ampak vsem sem vedno povem, ne, skozi sem. Ne rečem, da sem iz Šardin, ker pač ne vejo ljudje, ki je... Z Ormoža, ne? Z okolice Ormoža ali pa z Ormoža, rečem tako, ja. In če bo kdo prišel na obisk, mu bom pa že povedala točen naslov, ne. Ampak ja, nikoli pa nisem skrivala tega, odkot prihajam, kajti mislim, da smo lahko vseeno ponosni na svoje korenine, ne. In ti kraj, tukaj smo zrasli, tukaj smo jokali in se smejali, ne, in tukaj bomo verjetno živeli naše življenje. Tako. Urška, hvala lepa za čas, ki si ga vzela za Veselje. takšen sproščujoč klepet. Pa razumeš, ne, človek je malo razoveden, ne. Kaj te spet zanima, kakšno plačo? Ja, bi me zanimalo, ampak dobro. Greva sedaj na kavico, pa ti bomo ob kavico povedali. Veliko uspeha ti želimo. Hvala lepa. Upam, da se kmalu spet vidimo. Ja, hvala. Hvala lepa za povabilo in tudi tebi, da si vzela čas. Pa vsem tukaj, ki še tukaj vztrajate, delate, res sem vesela in želim vsem skupaj res veliko uspeha, dobre volje. Če pa boste kaj v Ljubljani, pa lepo kličite. No, pogrešamo pa te, ne? Jaz vas tudi. Tako, Urška Mavčič je bila to, Ormožanka, ki si je torej službo našla v Ljubljani. Prihodnji ponedeljek ne bo nič drugače, ne gre sicer za dnevnega migranta, ampak vseeno za Ormožana, ki je tudi se preselil v Ljubljano. Srdžan Milovanovič bo naš gost, sedaj so se zopet vrnile oddaje oziroma ponovitve, znan obraz ima svoj glas, tako da bo njegov obisk ravno pravšnji. Vabimo vas torej v našo družbo prihodnji ponedeljek. Za danes pa hvala lepa Urški Mavčič. Prosim. Srečno. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa, Jeruzalem.